Torej, na začetku bi želela predstaviti našega gosta, da bomo tako okvirno vedeli, kdo nam sploh predstavlja, kdo je ta. Torej, gospod Matjaž se je rodil 2. oktobra leta 1970 v Ljubljani. V prvi vrsti je mož in ima 2 sinova. Matjaž je končal študij v Ljubljani na Filozofski fakulteti, in sicer primerjalno književnost. Na področju dela je tajnik Svetopisemske družbe, prevaja novozavezna besedila v sodobno slovenščino. In prav tako ga zanima odnos kristjanov do sodobne družbene resničnosti. Zato je tudi danes z nami, da nam podeli nekatere stvari in se dotakne teme o tem, ali je Jezus res stal od mrtvih. In tako vas pozivam, da pozorno poslušate in če se porodi kakšno vprašanje, to postaviti v klepet. Upam, da boste uživali. Ja, kot rečeno, res hvala lepa za to povabilo. Mi je veliko veselje biti tukaj danes z vami. Hvala Zvešu za to. In sploh za to temo, ker ta tema Jezusovega vstajenja je zame, pa po mojem, ne samo zame, je ključna. Je ključnega pomena. Zdi se mi, da ko začnemo o tem razmišljati, ko se mi zdi najboljš, da začnemo, da gremo k stvari, da najprej preberemo en odlomek, ki je ključen za to vprašanje in ki je ključen tako po vsebinski plati, kot po tej plati apologetski, če lahko tako rečem, po tem vprašanju o zgodovinskosti, kako lahko vemo, da je Jezus res vstal od mrtvih. In ta odlomek najdemo na začetku 15. poglavja prvega pisma Korinčanom apostola Pavla. Zakaj je ta odlomek tako pomemben? Zato, ker prvič gre za pismo apostola Pavla, ki se ga da dokaj eksaktno datirati. Mislim, da se ga da datirati tam okrog leta 57 našega štetja. Ta datacija je možna zato, ker če se prav spomnim, gre tako, da so v Korintu našli nek napis o nekem rimskem uradniku, ki se omenja tudi, mislim, da pri Pavlovem obisku v Korintu, in se ve točno, kdaj je služboval pač te viri obstajajo, tako da ta stvar je zgodovinsko stoji zelo, zelo močno v širši zgodovini. Je postavljeno tudi samo pismo, to prvo pismo Korinčanom, pač se vsi absolutno strinjajo, da je to Pavlovo pismo, in tukaj tudi najbolj kritični, recimo raziskovalci, pač priznavajo, da tukaj gre za avtentično Pavlovo pismo, da v tem ni dvoma. Zdaj pa predlagam, da si kar ta odlomek preberemo, pa da pogledamo, kaj tukaj piše. Bom prebral tole začetek 15. poglavja od 1. pa do 8. vrstice, recimo, bo dovolj za enkrat. Takole piše Pavel, se pravi, krščanski skupnosti v Korintu. Spominjam vas, bratje, na evangelij, ki sem vam ga oznanil in ki ste ga tudi sprejeli, ter stojite trdni v njem. Po njem ste na poti rešitve, če se trdno držite besede, ki sem vam jo oznanil. Razen, če ste zaman sprejeli vero. Izročil sem vam predvsem to, kar sem sam prejel. Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v pismih. Pokopan je bil in 3. dan je bil obujen, kakor je v pismih. Prikazal se je Kefu, nato 12, potem se je prikazal več kot 500 bratom hkrati. Od teh je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali. Nato se je prikazal Jakobu, potem vsem apostolom, nazadnje za vsemi pa se je kot negodniku prikazal tudi meni. Drugače, tisti, ki vas ta tema zanima, vas vsekakor spodbujam, da si preberete potem naprej vse to poglavje do konca, ker vse poglavje govori o vstajenju mrtvih in v različnih vidikih tega. Ampak za nas ne bo dovolj zaenkrat tole. Pavel
najprej v bistvu tukaj skupnost v Korintu spomni na tisto najbolj osnovno sporočilo, na evangelij, ne? Na ta osnovni razglas, ki pravi, ki ga razglaša on in ki ga razglaša 12-terica in vsi. In pove 3 zelo preprosta dejstva. Tukaj Pavel poda vsebino evangelija v taki zelo zgoščeni, najbolj zgoščeni možni obliki. In pravi, Kristus je umrl za naše grehe, bil je pokopan, 3. dan je bil obujen. In to je v bistvu tole v teh stavkih je ves evangelij noter. Ampak zanimivo je seveda zaradi teme, ki jo ima v celem tem poglavju, potem pa začne v bistvu na to zadnjo trditev evangelija, da je bil obujen od mrtvih, pa navede zdaj en kup prič. In tukaj on navede naslednje. Kefa, se pravi, to je Peter, to je aramejsko ime za Petra, za apostola Petra, za voditelja 12. In potem se je prikazal več kot 500 bratom hkrati. To je pa zanimivo, ker o tem nimamo nič v evangelijih, nič ne piše o tem, ampak očitno je Pavel sam to vedel. In posebej je zanimivo potem ta naslednja trditev. Od teh je še zdaj večina živih. Se pravi, od teh 500, jih zdajle, ki jaz to pišem, jaz Pavel tam v Korint, od teh 500 jih še zdaj živijo te ljudje, ki so takrat videli Jezusa. Nekateri pa so zaspali, to pa seveda v jeziku Nove zveze pomeni so umrli. In potem prav na to se je prikazal Jakobu, potem vsem apostolom. Jakob je tukaj Jezusov brat in tudi prvi voditelj jeruzalemske skupnosti. In potem so pa tle še vsi ostali apostoli, se pravi ne samo 12-terica. In potem prav nazadnje se je pa prikazal še meni. Se pravi, Pavel tukaj pred nas postavi evidenco, ki jo je imel sam, in želi prav nanizati, recimo en za drugim, kako se ta srečanja z živim Jezusom, kako so se ta srečanja zvrstila. Ja, zdaj tukaj moramo videti, kako on začne tole zadevo. Pravi, izročil sem vam to, kar sem sam prejel. Se pravi, tudi sam Pavel ni nek direkten avtor tega, ampak prav, jaz sem to prejel. In zdaj sam Pavel, vemo, da se je spreobrnil vsaj nekih 14 let, ali pa verjetno pa še malo več, lahko tudi 20 let prej, kot je tole napisano. Se pravi, če smo bili leta okrog 57, gre Pavlova sama izkušnja nekam v leto tam, okoli leta 40, plus minus par let. Kar nas pa postavlja v zelo neposredno bližino samega dogodka in sam prav, da je to prejel od drugih, ki so bili že pred njim. In tukaj imamo, se pravi, zelo neposredno pričevanje iz prve roke o tem, kako se je ta stvar zgodila. In po drugi strani, zdaj, če gremo pa vsebinsko pogledati, pa vam tudi to povem, izročen sem vam predvsem to je treba razumeti v tem smislu, to je stvar, ki ima največjo težo, ki ima tisto glavno, bistveno težo, da prav potem ste vi rešeni, potem se pravi, ta evangelij rešuje. Druge bo Pavel napisal, da je ta evangelij, to, kar je zdaj povedal, Kristus, se pravi, Mesija, je umrl za vse, za grehe vseh, pokopan je bil 3. dan, je vstal od mrtvih. Prav ta evangelij je Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje, ki zaupa, ki sliši to dobro sporočilo in ki se mu podredi. Tukaj gre za pač tako temeljno pričevanje. In zdaj seveda prvi odgovor na to vprašanje, ali je Jezus res vstal od mrtvih, bi moralo biti pravzaprav, je prav za Pavla saj je tak, glejte, tako je oznanilo, to je proklamacija, ki jo oznanjamo mi, apostoli in tudi vsi ostali, ampak pravzaprav v resnici ne oznanjamo mi, Bog sam je oznanja. Nekje druge Pavel, kar reče, da je to Božji evangelij in evangelij pomeni dobro sporočilo, dober razglas. Se pravi, Pavel tukaj razglaša to, kar razglaša Bog. In zdaj,
tukaj se mi zdi, se pravi, prvi odgovor, ki ga moramo dati na to vprašanje, ali je Jezus res vstal od mrtvih, je pravzaprav tale, ne. Razglas, ki ga je Bog poslal, avtoritativno poslal v svet in ga podprl odzadaj z močjo Svetega Duha, razglas od Boga, ki se pravzaprav bi lahko rekli sliši z nebes, Bog ga kliče vsakemu človeškemu bitju na planetu od takrat do danes, je tale. Jezus je Mesija, resnični, on je vstal od mrtvih. Zanimivo, da imamo potem v apostolskih delih še to zelo obrnjeno. Na koncu govora na Areopagu Pavel reče, da je Bog Jezusa potrdil za Mesija in za vladarja in za sodnika s tem, da ga je obudil od mrtvih. Se pravi, ta stvar deluje tudi v nasprotno smer. Samo vstajenje od mrtvih je tisti poseg, je tisti avtoritativen, vrhunski božji čudež, ki verificira, da je ta Jezus, ta človek iz Nazareta, da je dejansko Mesija in da bo sodil vse ljudi na koncu sveta, da bo vsi ljudje dali njemu odgovor. Se pravi, za Pavla vidno je ta dogodek nekaka os vsega božjega delovanja v svetu. A ne? In zakaj? Mislim, če bi brali naprej potem pismo, tlele, ta odlomek, bi videli, da Pavel reče, na tem vse stoji, na tem, a je Jezus res vstal od mrtvih, ali ni, stoji vse. Vse, če jim lahko rečemo krščansko, ali pa vse. Ker prav, če to ni res, naša vera prazna in mi smo najbolj bedni ljudje. Sploh pa mi apostoli, ki se trudimo in pač smo v nevarnosti in tako naprej. Ne? Se pravi, ta dogodek je očitno, to ni sam ena od pomembnih stvari, to ni sam en od čudežev, ki jih je Bog naredil v Svetem pismu. Ne, to je ključni dogodek, ključni čudež, ne, ki potem po eni strani verificira stvari za nazaj. Zato ker, če je Jezus res vstal od mrtvih, potem, ampak res šele potem, je tudi njegova smrt, ki se je zgodila 3 dni prej na križu, ni samo še ena od smrti. Mnogo ljudi je umrl na križu ali pa drugače, mnogo ljudi se je žrtvovalo tudi za ideje in tako naprej. Ampak če je pa Jezus res po božjem avtoritativnem ukazu vstal od mrtvih, potem pa ta stvar ni več, ta smrt, ni več samo še ena smrt, ampak je ta smrt nekaj posebnega. In tukaj prav v tem odlomku smo tudi slišali, ta smrt je potem smrt za grehe. Se pravi, ta smrt 3 dni prej je prevzela grehe sveta in Jezus jih je na nek način posrkal, tvoje pa moje grehe tja v tisto smrt, da če se mu jaz izročim, da pač te grehi dejansko z vsem, kar so, se zrušijo na njega in z njim ured grejo v smrt. In seveda še nazaj potem tudi Jezusovo življenje, pridiganje, delanje čudežev, učenje, spet ni samo en moder človek in tako naprej, ampak je res to, kar je rekel, je res to, kar je nakazoval, a ne? Da je Božji sin, da je res poslan od Boga z neko posebno, enkratno in enovito nalogo, ki je čist absolutno unikatna. Ne? Se pravi, in na ta način seveda bi lahko šli še nazaj in bi rekli, to pa spet potrdi Božjo zvestobo, celo tudi stari zavezi, ki je vse te stvari pripravljala pot, ki jih je napovedovala in ki je pripravila vse to. Obenem je pa seveda to vstajenje, oziroma križ in vstajenje je pa seveda tudi totalno ključen element, če pogledamo naprej. Če bi tako povzeli optiko nove zaveze, je to Jezusovo vstajenje in tukaj zdaj moramo poudariti, mogoče je to zelo pomembno reči, definirati, o čem govorimo, ko govorimo o vstajenju. Ja, govorimo o tem, da je Jezus, da se ni samo vrnil v življenje v nekem duhovnem smislu, ampak da se je telesno vrnil v življenje. Se pravi, da njegovo telo je po 3 dneh oziroma 3. dan oživelo in to celo, da je oživelo na način, ki je nesmrten. Se pravi, tukaj imamo opravka z kvalitativnim prestopom v neko drugo realnost. Tukaj imamo opravka s tem, da je tukaj v tem svetu, takem, ki ga poznamo,
da je že obstajalo telo, ki je neumrljivo, ki je dokončno premagalo smrt. A ne? Se pravi, ker sam Jezus je konec koncev nekaj ljudi obudil od mrtvih. Jaz tudi poznam in drugi verjetno tudi poznate primere, ko kristijani molijo za koga in se za mrtvega človeka in človeko živi, to se dogaja tudi še danes, ampak vsi ti ljudje so potem umrli. Tukaj pri Jezusovem vstajenju pa govorimo o nepreklicni vrnitvi v življenje. Taki, ki nima več potem tukaj, kot en teolog reče, on je šel v smrt in prišel ven na drugi strani. Se pravi, tukaj, tle v tem življenju, ki ga je vstali Jezus živi, dejansko ni več smrti niti na horizontu. Tukaj je življenje, ki je premagalo smrt dokončno. Ne? Se pravi, tukaj imamo znotraj našega sveta, znotraj zgodovinskega sveta, znotraj sveta, ki ga poznamo, kjer vladajo problemi, kjer vlada greh, smrt, trpljenje in vse to. Znotraj tega sveta se je na tistem zelo konkretnem zgodovinskem času, kulturnih okoliščinah zgodil nekaj skrajno edinstvenega, singularnega, bi rekel, nekaj skrajno drugačnega od vsega, kar poznamo, ker tam in takrat je dejansko se zgodilo v Jezusu, iz Nazareta se je zgodilo to pravo, popolno življenje, ki je dokončno premagalo smrt. Ne? In zdaj, če gledamo Božji plan, če bi zdaj vzeli celo svetopismo in veliko zgodbo Svetega pisma, točno vemo, kaj to pomeni. To pomeni, da v tem dogodku je Bog že lansiral svoje novo stvarjenje sem v ta svet konkretno. In to potem seveda takoj vidimo naprej, če gledamo zgodbo od točke Jezusovega vstajenja naprej, on gre v nebo in potem pošle iz nebes pošle Svetega Duha, ki nas vse potem pošle v oznanjanje točno tega evangelija, ki smo ga prebrali prej. Se pravi, govorimo točno o tem istem klicu iz nebes, o tem istem pričevanju iz nebes, da je Jezus vstal od mrtvih, da je on vladar, da je on Kyrios, se pravi, Gospod pomeni vladar tudi, in da je Mesija, se pravi, da je ta, ki mu gre oblast, in to dobra oblast, zdaj in v prihodnje. Se pravi, tukaj z Jezusovim vstajenjem, tako kot je postavljeno v Novi zavezi, je dejansko Bog že lansiral tukaj, sred tega stvarstva, je lansiral novo stvarstvo in ga v bistvu odprl za vse, ki se želijo temu Jezusu pridružiti z vero, z zvestobo, z zaupanjem, s poslušnostjo, s krstvom in zato seveda potem tudi govorimo o novem rojstvu. Se pravi, to je zdaj impuls, res en božanski impuls v ta svet in seveda to je treba vedno znova in znova poudariti in premisliti. To je impuls, ki zajame ne samo duhovno sfero, me zajame celo tudi telesno sfero. Tukaj je telo, je obojeno in je očiščeno, ker tukaj seveda lahko gremo nazaj čisto na začetek Svetega pisma, ki je Bog ustvaril svet, tudi materialen svet in ta svet je bil dober. In zdaj pa Jezus kot tisti, ki je poslan dejansko problem greha in zla v svetu rešiti, seveda ga reši popolnoma in do konca, ker v Jezusovem ustalem telesu vidimo začetek prenovitve dejansko vsega obstoječega, duhovnega in materialnega. Pri Jezusu in sploh v biblični optiki, v semitski, hebrejski optiki je odrešenje zajeto kompletno vse. In sploh ni te delitve duhovno, materialno, ta delitev je pravzaprav tuja svetopisemskemu pogledu na svet. Ja, se pravi, to je kot tista glavna osa, ki tukaj vidimo, tukaj se prav v nekem smislu se vse svetopismo steka sem ali pa suče okrog tega. Ta dogodek, da je Jezus dejansko tukaj sred tega sveta zares telesno vstal od mrtvih, je dejansko okrog sebe na poseben način razpostavil vse svetopismo. Zato je to ta jedrni dogodek in zato je tudi ni slučajno, da krščanska skupnost, ki se začne potem na dan Binkošti, ta dogodek označuje prav s tem začetnim vstopom v krščanstvo, ki se mu reče krst, ker krst označuje točno to. Krst označuje vstop v Kristusovo smrt in vstop v njegovo vstajenje, se pravi potop pod vodo, dvig iz vode. In zato tudi prav molitev za prejetje Svetega Duha, ki jo skupnost prakticira takoj po krstu, spada točno v to isto sliko. Tukaj sam
ta, ki pristopa, se upiše v to božjo zgodbo, postane del te božje zgodbe, in seveda ne samo pasivno, tudi aktivno postane nosilc tega evangelija, te dobre novice drugim. Ne. Se pravi, ja, to je zdaj ta prvi odgovor, ne, zakaj, kako vemo, da je to res. Ne. Ja, tukaj moramo reči tako, vemo, ker zato Bog sam pričuje o tem. To je božja stvar, da pričuje o tem. Oziroma, če bi zdaj hoteli biti bolj natančni, Bog, Sveti Duh, Božji Duh, ki je poslan v Jezusovem imenu, on je poslan v ta svet najprej in predvsem, da pričuje, da je Jezus res vstal od mrtvih. In seveda tudi vsi, ki res sledijo Jezusu kot učenci, mi smo pa pozvani po Jezusovi besedi, da mi tudi pričujemo skupaj s Svetim Duhom, da pričujemo, da je Jezus res vstal od mrtvih in da je to tisti delček, ki na nov kristalizira v svet in ki lansira novo stvarstvo. In to novo stvarstvo, seveda po Svetem Duhu, je potem v vsakmu od teh, ki želijo pristopati v ta skrajno nenavaden čudež, ki ga je Bog lansiral. Se pravi, tukaj gre za vrhunsko dejanje Božjega posega v človeško zgodovino, pa ne samo v človeško zgodovino, v kozmos, kompletno v vse, kar obstaja. Če bi primerjali recimo z drugimi čudeži v Stari zavezi, je glaven tak zavezni čudež je ta prehod skozi Rdeče morje, ki se zdi na prvi pogled večji, ker je pač to masoven dogodek, veliko akterjev je, veliko enih ljudi je rešenih, veliko jih tudi umre, Egipčani umrejo, Božje ljudstvo je rešeno, ampak čeprav pogledamo v Jezusovo vstajenje, je ta dogodek po magnitudi še močnejši, zaradi tega, ker ne zadeva samo enega ljudstva, ampak zadeva dejansko vse ljudi, pa dejansko tudi ne samo vse ljudi, zajema vse stvarstvo. Ne. Ker v luči tega, Pavel piše, da tudi vse stvarstvo pričakuje odrešenja iz spone propadljivosti. In to pa ta začetek tega novega stvarstva se pa dejansko že čist konkretno pokazal, da rečem kaj, materializiral v Jezusovem vstajenju od mrtvih. Se pravi, to prvi in ključen dokaz je, in ta je pravzaprav edini resničen dokaz za Jezusovo vstajenje, je pričevanje, s katerim pričuje sam Bog. In seveda vsi, ki verujemo v Jezusa, ki mu sledimo, smo lahko to pričevanje tudi sami izpričamo, saj v neki meri. Ker zanimivo je to, da tukaj Pavel, tisto odlom, ki smo ga prebrali, Pavel zaključi, nazadnje se je prikazal tudi meni, seveda to je mejen primer, ker Pavel Jezusa ni videl v telesu, medtem ko oni drugi so ga, celo piše, da so pili in jedli z njim in tako naprej, se pravi, da to ni bilo samo neko duhovno videnje, ampak je bilo telesno, medtem ko izkušnja, ki jo pa ima mnogi dejansko od nas, je pa, da smo se tako ali drugače srečali z živim Jezusom, oziroma da nam je Bog tako ali drugače izpričal, da je Jezus res vstal. In dejansko to pričevanje je pravzaprav v resnici, če želimo biti zvesti našemu predmetu, je prvo in glavno, ki res šteje. Jezus je pohvalil Petra na neki točki, ki je izjavil, ti si Mesija, ti si sin živega Boga, je rekel, blagor ti, zato ker to ti niso razodeli ljudje, ali pa do tega nisi prišel s človeškimi sredstvi, s človeško pametjo, ampak to ti je razodel moj Oče v nebesih. In o tem tukaj zdaj govorimo, da Božji Duh, ki je poslan v svet, sam pričuje in želi izpričati vsakemu človeku, ki se hoče odpreti temu, želi izpričati na nedvomen način, na božanski način, da je Jezus res vstal. Potem pa obstaja seveda tudi drug nivo. Zdaj, ne vem, koliko imamo še časa. Mogoče tukaj bi samo za začetek predstavil, pa zdaj recimo bolj človeško pričevanje o vstajenju. Zdaj, majčkeno sem ga že nakazal prav v tem, da
pričuje Bog, pričuje Božji duh, pričuje seveda tudi skupnost teh, ki so že Jezusovi, ki že sledijo Jezusu. In ta skupnost ima, kot zanimivo je, da prav v zvezi z vstajenjem po vstajenju Jezus pošle učence in prav pejte med vse narode in vsem izpričajte moj evangelij. Naredite vse za moje učence. Se pravi, to temeljno poslanstvo krščanske skupnosti izvira, nekako se pretaka ven iz te, kaj ne rečem, kreativne eksplozije Kristusovega vstajenja od mrtvih in energizira, napolnjuje z močjo vsakega učenca, seveda, ki hoče poslušati to, ker poslani smo pa čisto vsi, tukaj ni izjeme, da o tem pričujemo. Se pravi, prva glavna priča je enostavno izkustvo in življenje, spremenjeno življenje, prenovljeno življenje ljudi, ki danes tudi srečajo Jezusa, in teh pričevanj je seveda veliko, jih je ogromno. Ampak seveda potem pa obstaja recimo še tretji nivo, če lahko rečemo temu, je pa bolj čist taka hladna, strokovna, zgodovinska argumentacija. In tukaj na tem mestu se mi pravzaprav ne zdi smiselno, da bi se, vsaj v tem trenutku, da bi se temu bolj posvetili, ker bi vam pa želel tiste, ki vas zanima, dati nekaj imen, nekaj priporočil, ker obstaja pa seveda nekaj zelo, zelo dobrih krščanskih apologetov, ki so te stvari razdelali strokovno, zgodovinsko tudi, in je pravzaprav nima smisla, da jaz obnavljam njih, zato ker oni sami to boljš povejo. Dve imeni vam bom dal. Prvo je N.T. Wright, Nicholas Thomas Wright, in tukaj se kaj vidi, tole je naslov njegove knjige The Resurrection of the Son of God. N.T. Wright se napiše takole. Mogoče lahko nekdo v chat napiše tako, da si vsak lahko prebere, se pravi N.T. Wright. Tole je njegova taka knjiga, ampak izredno priporočam. To je knjiga o vstajenju Kristusa, tudi ta ni samo apologetska, to je zelo močno teološko delo tudi, ki osvetli cel problem, cel spekter teh verovanj, začne že z verovanji v raznih antičnih ljudstvih, potem tudi v starem Izraelu, v bibličnih časih, potem v časih med staro in novo zavezo, v času potem judovska verovanja v Jezusovem času samem, in tako, in se pravi osvetli, in potem pa analizira natančno tudi novozavezne spise iz različnih vidikov. In pač na tej osnovi pač pokaže jasnost in pravzaprav, tako bom rekel na kratko, da je vstajenje, da se je dejansko zgodil ta dogodek v zgodovini, prav, da je to nujna razlaga, ker vse ostale razlage, ki bi nekako probale pojasniti ta kompleksna dejstva, ki so nekako zgodovinsko izpričana, vse ostale razlage pač ne delujejo, ne grejo skozi. Drugo ime, mimo grede, N.T. Wright ima ogromen video tudi na YouTubeu in na internetu, tako da če nočete brati knjige, ki ima, mislim, da je 800 strani, si lahko kakšen video od 5 minut pogledate za začetek. Tako da vam priporočam, da si ogledate. Tudi za druge teološke zadeve je N.T. Wright, se mi zdi sploh en boljših, bolj zanesljivih sodobnih teologov, tako da zelo priporočam. Drugo ime, ki bi vam ga dal, je pa Gary Habermas. Za njegovih knjig nimam, menda piše eno knjigo, ki bo imela 4000 strani ali nekaj tasga. On je pa samo apologet in se ukvarja čisto samo, kakor vem, samo z vprašanjem vstajenja od mrtvih. Tudi od njega imate precej videov na internetu in ja, se pravi, nima smisla, da jaz probam obnavljati nekaj, kar ona dva sama boljš povesta, tako da bi vam pa priporočil ogled in da te stvari raziskujete sami naprej. Oziroma zdaj, če je pa kaj konkretnega, mislim pa, da zdaj imamo čas, da damo prostor za vprašanja in lahko pa v tem času gremo pa tudi še v kakšno, recimo, ker obstaja nekaj takih bolj, recimo, racionalnih dokazov, čeprav ti dokazi po mojem, ne vem, a so že koga res prepričali kot takih. Enega so, da se bom kar popravil. In še eno referenco vam dam,
Case for Christ, Lee Strobel. Lee Strobel je bil, mislim, da raziskovalni novinar, po mojem, nekje v 70 letih prejšnjega stoletja, ali pa v 80-ih, ne vem točno, ki se je lotil pravzaprav dokazati točno to, da Jezus ni vstal od mrtvih, in je šel raziskovati in je začel govoriti z različnimi strokovnjaki in tako naprej. In bolj, ko je raziskoval, bolj je videl, da njegove predpostavke ali pa bomo rekli predsodki, da pač so predsodki. In dejansko je potem na koncu prišel do tega, da je Jezus prav zares vstal in je napisal knjigo, pa tudi film je posnet, ki si ga, mislim, da je celo na YouTubeu, sem videl, da je dosegljiv. Se pravi, obstaja celo to, no, da se nekdo, ki absolutno ne verjame in celo hoče nekako argumentirano spodbiti vero v Kristusovo vstajenje, ko začne res kopati po evidenci, ne, ki je na voljo, da ugotovi, da pravzaprav ne nima prav. Tako, evo, mislim, da je to zdaj dovolj za ta naš prvi del, zdaj pa mislim, da imamo lahko čas za vprašanja pa za odgovore. Najlepša hvala, Matjaž, za tako izčrpno predstavitev. Se mi zdi, da bi dejansko lahko o tej temi govorili en teden ali celo ne več. Seveda pa je Sveto pismo res primarni vir, iz katerega lahko vzamemo ven vse zanesljive informacije, kako je Jezus vse to doživljal in kako je stal od mrtvih in zakaj je dejansko njegovo vstajenje tako pomembno. In omenili ste, da je to dejansko ključni dogodek v našem človeštvu. In jaz mislim, da je izmed nas že veliko, ne samo mladih, ampak tudi starejših, razmišljajo o tem, zakaj je tako pomembno to za nas. In jaz vas res pozivam, vse zbrane tukaj, da vse, kar ste si zdaj v tem času postavili vprašanja, da to napišete v naš klepet, da lahko o tem se pogovarjamo, da lahko diskutiramo, da bi resnično odgovorili na vaša vprašanja. In ja, hvala lepa. Jaz bi mogoče za začetek tako postavila vprašanje, ali obstajajo viri izven krščanskega kroga ali izven verskega kroga, ki prav tako govorijo o tem, da je resnično Jezus stal, ali so kakšni drugi dokazi. Kajti veliko ljudi, tudi mene osebno sprašuje to in je včasih tako zanimivo za odgovoriti. Mislim, zdaj viri, kot pisni viri, ne obstajajo. Mislim, ker tudi, Jezus se je pač prikazal samo izbranim, a ne? Tako da tudi to je pač, kaj bi rekel, tehnično nemogoče, da bi obstajali, ker ljudje, ki niso prej že bili Jezusovi učenci, njega niso videli obojenega. Ampak je pa zanimivo, da obstaja pa eno dejstvo, ki je pa neizpodbitno in ga vsi priznavajo in je zelo preprosto. Namreč zgodovinsko dejstvo, s katerim se vsi strinjajo, je pa to, da se je praktično takoj po tem dogodku, tam okrog leta 30, da je nastalo eno gibanje, ki je začelo trditi, da je Jezus vstal in ki je začelo učiti, ki je začelo govoriti o vstajenju od mrtvih na način, na podoben način, kot so o tem govorili ljudje, ampak hkrati na način, ki je na en zelo specifičen način modificiran. Namreč ljudje v prvem stoletju so verjeli v vstajenje mrtvih. Ne vsi, vemo, Saduceji ne, ampak določene skupine Judov so verjeli, ampak oni so verjeli tako, da vstajenje mrtvih bo množičen dogodek za vse pravične. In to bo konec tega veka in začetek novega veka, nove dobe. Tako da New Ageri so ta termin ukradli. Nova doba, to je Jezusov koncept. Se pravi, tukaj pa se kar naenkrat pojavi eno gibanje, in to pa je izpričano, kaj pač tudi iz drugih verov, kaj so ti ljudje verjeli, da so, ker dejansko med vsemi zgodne krščanskimi spisi je pač to vera, da je Jezus vstal od mrtvih.
enovito izpričana in da je tudi to središčen dogodek, se pravi tudi ostali spisi, krščanski spisi okrog poznejši od Nove zaveze o tem govorijo na enak način, ampak gre za tole modifikacijo, ne? In te modifikacije se dejansko, to je eno od argumentov pravzaprav, takih čist zgodovinskih, da te modifikacije, zakaj bi eni Judje kar naenkrat, ki so verjeli v to splošno vstajenje, zakaj bi eni Judje kar naenkrat začeli govoriti o tem, da je pa to vstajenje se zdaj zgodilo v enem človeku in da je ta človek Mesija, in da potem pa to vstajenje, splošno vstajenje pa čaka na koncu te dobe. A ne? Se pravi, gre za neko vznik enega specifičnega verovanja, ki je zgodovinsko preverjen in je v nekem smislu bi lahko rekel, da je to neodvisni vir. Ne? Se pravi, vznik gibanja, ki je bilo osredotočeno na ta dogodek. Ne? To pa je zgodovinsko izpričano. Ne? Ampak zdaj, mogoče je tle treba iti nazaj, seveda, ker to vprašanje potiho, ne, predpostavlja nekaj, da evangeliji, da niso pristen vir. Ker imamo pa seveda pričevanje 4 evangelijev o Jezusovem vstajenju, pa seveda drobce še tudi o apostolskih delih, pa ne nazadnje tukaj v tem odlomku v Pavlovem pismu. Ne. Tukaj se treba postaviti proti vprašanje, zakaj zavreči evangelije kot zgodovinsko verodostojne dokumente. In tukaj pa se da par stvari reči v prid evangelijem, tako prav čisto zgodovinsko. Ne? In prav N.T. Wright to malo razdeluje. Ne? Mislim, prva stvar, ki je takoj opazimo, če beremo 4 poročila v 4 evangelijih o Jezusovem vstajenju, vidimo, da pač govorijo o isti stvari, ampak če gledamo podrobnosti, in tudi če gledamo podrobnosti na besedilnem nivoju v grščini, vidimo, da ta besedila niso usklajena in vseh podrobnosti se dejansko praktično ne da čisto tudi uskladiti. Ne? Kar pomeni eno stvar. Ne? Ta poročila niso prirejena. Ni se en trudil lepo uskladiti vse skupaj. Celo obratno, ta zadeva, ta poročila morajo torej imeti težo 4 neodvisnih prič, ker niso odvisna ena od drugega. Če bi bila, potem bi bilo to eno pričevanje. Tle imamo pri 4, prav pri vstajenju vidimo, da so ta razhajanja večja, tudi pri sinoptikih recimo, ne, ki so drugače dosti blizu Marko, Matej, Luka. Tukaj vidimo, da gre vsak evangelij gre v to stvar malo drugače. Spriča zadevo zelo jasno, ampak detajlov ne moramo uskladiti. Se pravi, to pravzaprav močno pričuje v prid zgodovinskosti teh tekstov. Potem drugo, kar je zanimivo, je to, da v teh tekstih ni, prav kar se tiče vstajenja v evangelijih, ni referenc na staro zavezo. Tle pri Pavlu jih že imamo, recimo, ampak to vidimo je že poznejši razmislek. Se pravi, kaj pa tudi druge v Novi zavezi. To pomeni, da je v evangelijih ohranjen nek zapis o nekem, bomo rekli, zelo zgodnem dogodku, ki še ni bil niti teološko reflektiran. Ne? No, še bolj tak močen argument, in tukaj se moram vsem gospem in sestram upravičiti, je pa vloga žensk. Namreč v grško-rimski, pa tudi v judovski kulturi pričevanje ženske na sodišču ni bilo veljavno. V vseh 4 evangelijih, kompletno neodvisno, prve Jezusa živega srečajo ženske. In tega v antičnem svetu ne bi noben človek, ki bi si hotel to zmisliti, ne bi tega naredil. Lepo vidite zadrego v 24. poglavju Lukovega evangelija, če greste z tega vidika brati, lepo vidite zadrego. Najprej Petra, potem unih 2 učencev, ki gresta v Emaus, pravi, či smo vznemirjeni zaradi žensk, ki so nekaj videle, potem piše, one so prišle, povedle, in zdaj se jim je kot neko blebetanje, v glavnem, oni so reagirali tako kot tipični moški tistega sveta, to so neke ženske blodne, Skratka, noben pisac v 1. stoletju, ki bi se hotel kaj takega zmisliti, mu ne bi na kraj pameti prišlo, da bi postavil ženske v to vlogo prvih prič Jezusovega vstajenja. Tako da, po drugi strani tudi vidimo, da je evangelij na tej točki tudi prevrnil določeno kulturno normo, ne, ker je postavil dejansko prve evangelistke so bile ženske.
No, pa še en teološki argument je tudi, da v evangelijih samih, v 4 evangelijih ni še nobene navezave na naše vstajenje od mrtvih. Tukaj Pavel, v tem Pavlovem poznejšem pismu, vidimo to navezavo, ampak tam je pa sploh ni. Tam je v bistvu navezava v evangelijih, vstajenje je navezava na nas, oziroma na učence je, jaz sem zdaj vstal od mrtvih, vi pa zdaj to znate v samosvetu. Je misijon cerkve, ni pa še te povezave, se pravi, spet vidimo, da gre za, tudi če je to bilo sicer zapisano, poznaj gre za neko ustno poročilo o nekem zelo zgodna oblika sporočila o tem je v evangelijih. Se pravi, ni še teološkega razmisleka, ki bi ga pričakovali not. Se pravi, tukaj na teh mestih se 4 evangeliji, pa tudi sicer seveda, se 4 evangeliji izkažejo kot izredno zanesljiv zgodovinski vir. Ne. Pa tudi, no, pa še tako, če rečem, Jezus sam je predvidel, da to je naloga učencev, da pričujejo o njem, ne enih tretjih virov v tem smislu. Tako da, toliko o tem. Hvala za odgovor. Izmed udeležencev se je postavilo na vprašanje, in sicer, kako se odzvati na trditev, da Jezus nikoli ni obstajal in da so dokazi o tem. Ker če ni živel, ni umrl, in če ni umrl, ni vstal. Ni bilo vprašanje. Kako bi odgovorili? Ja, na to vprašanje jaz odgovorim preprosto, da kdor to trdi, naj si vzame 5 minut časa pa razišče. Prav noben resen zgodovinski raziskovalec ne dvomi o tem, ker zdaj tukaj za samo Jezusov obstoj pa obstajajo viri, ki niso čisto sočasni, ampak so recimo rimski viri iz konca 1. stoletja in tako naprej. To pa zdaj govorimo o neodvisnih virih, a ne. Tako da ta stvar je pa pač, kako naj rečem, tako močno iztrta izvita, da pač kdor hoče temu verjeti, potem mu ni pomoči, no, bom tako rekel, oziroma kdor trmasto vztraja na tem, ne. Pač se pravim, sam vznik tega krščanskega gibanja v sredini 1. stoletja in že pred njim in njegova rast in tako naprej, tukaj pač se mi zdi to pač nekdo hoče to trditi pač in potem to trdi, a ne, saj to vsi vemo, ne, to se pač da, ampak tukaj na tej točki mislim, da argumentacija z nekom, ki to trdi, po mojem sam kaže, da ta človek močno ni zainteresiran, ne, sploh za pogovor o Jezusu. Mislim, tukaj bi zdaj lahko na dolgo govorili o siceršnji avtentičnosti nove zaveze, ne, recimo, tisti detaljček, na primer, ki sem ga prej omenil, ne, v nekem, ali v apostolskih delih ali pa v Pavlovih pismih se omenja ime nekega rimskega uradnika, ki so ga našli v Korintu točno tam in takrat. Zdaj, kaj to govori o tem tekstu? Ja, verjetno, da je zgodovinsko kar zelo natančen. En primer tega bom navedel, no. V apostolskih delih, ne vem, kjer 16. ali 17. poglavju se mislim, da je v Filipih pojavlja izraz za rimska voditelja, da sta aziarha, je v grščini, in vse zgodovine so rekli, ja, to je neki si Luka zmislil, ampak potem so pa najdel, ali ne vem, ali napis, ali pa dokument, kjer dejansko prav za to rimsko kolonijo ta specifičen izraz bil v rabi, se pravi, tako je, ne, mislim, vsak zgodovinar, ki mu je vsaj kaj mar do njegove stroke, ve nekaj, ne. Če ti imaš nek dokument in če imaš neke točke, kjer ga lahko preveriš in na teh točkah ta dokument zdrži, tudi govorimo o detaljčkih, ne. Če najdeš detaljčke, ki ga podprejo, ne, potem, ne, je tudi celotna zgodba, ki jo prinaša, jo moraš vsaj v štartu vzeti za kredibilno, jo ne moraš kar odpisati, a ne, samo zato, ker ti njena vsebina ni všeč. Hvala lepa. Ste tudi omenili veliko virov, iz katerega lahko tudi vzamemo odgovore te apologetike omenjene. In ja, veliko ljudi je dejansko raziskovalo to področje. In ali je mogoče kakšna povezava s tem, da je Jezus moral pod narekovaju stati 3. dan? Ali bi lahko bilo to prej ali pozneje?
zakaj je moral stati prav na tretji dan? Ali so kakšni zapisi? Zakaj prav tretji dan? Ja. Tem pa še nisem razmišljal. Je res, da se zdi, da je nekaj referenc v stari zavezi bi znali kazati. Mislim, da je ena v Ozeju, tretji dan jih bomo živeli ali nekaj takega. Pa še kaj bi se dal najti. Se pravi, v stari zavezi če gremo iskat tretji dan, mislim, da najdemo kar precej mest v stari zavezi, ki se zgodi nekaj odločilnega. Se pravi, zdi se, kot da je navezava na to, ampak tukaj ne bi, mislim, da ne bi vedel definitivnega odgovora na to, je pa zanimivo vprašanje. Bi ga veljalo malo raziskati. Se mi zdi, da ima še naš Andreas vprašanje mogoče za vas. Jaz sem eno vprašanje. Kako je moč utemeljiti, da je bil Jezus oseba, kot je opisana v Bibliji, ne v Koranu? Tukaj smo pri vprašanju širšem, verodostojnost in pričevanja Svetega pisma. Tukaj bi sicer najprej odgovoril tako, da jaz sam sem na neki točki sem šel raziskovati Jezusa v Koranu in lahko rečem, da sem bil presenečen, da Koran o Jezusu pove bistveno več, kot sem mislil. Na enem mestu pove celo, da je bil Božja beseda in Božji duh. Pove, da je bil rojen iz device, se pravi, Koran tukaj potrdi pričevanje iz Nove zaveze. Se pravi, da je bil rojen na nadnaraven način in Mohamed ni bil rojen na nadnaraven način. Potrdi, da je Jezus delal čudeže, tudi čudeže, da je dal življenje, da je dajal življenje. Spet, kakor vem, Koran nikjer česa takega ne pripiše Mohamedu ali pa komu drugemu. Kot rečeno, potrdi, da je Jezus Božja beseda in Božji duh. Potrdi tudi, da je bil Jezus vzet v nebesa. Mohamed ne, Mohamed je pokopan in potem pa mislim, da poznejša islamska tradicija pa potrdi tudi, da se bo Jezus ponovno vrnil. Se pravi, zdi se, da je tle, da se moramo res vprašati, na kaj se nanaša to vprašanje. Je ena točka, kjer Koran, mislim, da ima težavo s križanjem in to vemo, da je že v Novi zavezi piše, da je to škandal. Čeprav mislim, da tudi tam se prevodi, tukaj jaz nisem strokovnjak za Koran, tako da tukaj ne morem dati roke v ogenj, ampak mislim, da se tam prevodi tudi razhajajo, ampak gre za to, da Koran predvsem hoče poudariti, da Judje, ki so hoteli Jezusa ubiti, pri tem niso uspeli. In to pa je dejstvo. Pa seveda Koran ima težavo z nazivom, da je Jezus Božji sin, ampak je tudi zanimivo, da sam Koran pojasni, kaj kritizira. Kritizira predstavo o trojstvu, ki bi bilo takole: Bog oče, boginja mati Marija, pa Jezus sin. Se pravi, da je Jezus v takem smislu fizičen sin, ker tam zraven Koran pa pravi, Bog nima žene in Bog nima sina. In s tem se moram strinjati. Jezus ni na tak način Božji sin. Tukaj gre mogoče bolj za terminološki problem. Pa Koran izrecno poudarja, da je Jezus Mesija. Izraz Mesih je v Koranu. Se pravi, stičnih točk med Koranom pa Biblijo glede Jezusa je več, kot se ponavadi prizna, in je par točk razhajanja tudi. Po drugi strani pa Koran neprestano omenja in potrjuje Inđil. Inđil pa pomeni evangelije in Novo zavezo. Se pravi, jaz bi rekel, da odnos, prav zdaj, če govorimo Koran kot tekst do evangelija pa Jezusa, je vsaj ambivalenten, nikakor ni odklonilen. Drugo je, kakšno mesto ima Jezus v religiji, v islamu, to pa je drugo vprašanje. Ampak če govorimo o tekstu Korana kot takem, je pa skrajno fascinantno, koliko pozitivnih pričevanj o Jezusu najdemo tam not. Mogoče ni ravno vprašanje, ampak bolj neka konstatacija. Recimo tukaj v Korinčanom
15 recimo piše, da prikazal se je Kefu na to 12, ampak potem se je pa prikazal več kot 500 bratom hkrati, od teh je še zdaj večina živih, nekateri pa so zaspali. Torej, kot ste omenili, prvo se je pokazal ženskam, ampak hkrati pa se je pokazal svojim apostolom in potem še dodatnim 500 bratom, koliko sem jaz to zdaj razumela, kar pomeni, da ni bila samo ena skupina ljudi, ki se je Jezus odločil, da se bo pokazal, ampak so avtomatsko bili še več teh ljudi, ki bodo potem hodili okoli in razlagali to radostno novico, da je pač vseeno vstal od mrtvih. Hkrati pa se mi zdi, da zakaj to mogoče je tako težko razložiti, je to, ker mi smo iskreno samo rešeni po veri. In nas vera v to, da je Jezus Kristus vstal od mrtvih in s tem tudi svetega duha, ki ga imamo po tem, da smo se krstili, nam razodeva to eno resnico. In potem se mi tudi zdi, da ravno zaradi tega, ker so zaradi tega ravno po mojem je tudi ful malo napisano o tem kot neka zgodovinska dejstva. Ja, zato sem tudi jaz najprej izpostavil prav to, da pričevanje o Jezusovem vstajenju je Božje delo. Najprej in predvsem. In na to je treba klicati, na to je treba opozarjati. O tem pričuje Božji duh, ki nam je dan, pa potem mi pa pričujemo skupaj z njim. To pa in najbolj pričujemo seveda tudi svojo lastno izkušnjo, da povemo, kaj Bog naredil v naših življenjih drugim. Kako nas je Bog spremenil, kako nas je rešil iz enega načina življenja v drug način življenja. To je pričevanje, ki odseva Jezusovo vstajenje od mrtvih. To je na tak način človek, kjerkoli človek, lahko pride do gotovosti, da je Jezus vstal od mrtvih. To je pot. Ti argumenti, ki smo jih zdaj šli vanje, so, kot sem rekel, so sekundarni, ki govorijo recimo o avtentičnosti novozaveznih spisov. To gre mogoče bolj za to, da te, ki že so začeli verjeti, saj vidijo, da to, kar verujejo, da ni nekaj, kar je bilo čisto skregano z razumom, kar je bilo čisto skregano pač tudi z zgodovino, če se jo vzame pošteno, če se jo vzame na ta prav način. Brez predsotkov. Hvala. Ja, kot vidim, so pa drugače vprašanja šla večinoma bolj v drugo sfero, v drugo smer. Ja, kako lahko vemo, da je to, kar je v evangelijih, recimo, zanesljivo. Tukaj lahko en detalj povem, ki govori na splošno o evangelijih. Vzeli so tekst vseh 4 evangelijev in so analizirali imena, osebna imena ljudi in so enostavno naredili statistiko. Tokrat pa, Jožef se pojavlja 5%, Marija 2%, Jezus 3%, ker so to drugi Jezusi in tako naprej. In skratka so vsa imena lepo razporedili in jim dali nek procent. In potem so pa naredili enako z najdenimi zapisi iz te dobe Judov v Palestina 1. stoletja so naredili enako. Se pravi, so vzeli razne napise na kamnih in tako naprej, se je to dal računalnik statistično enako razvrstili in so dobili zelo podobne razmerja. Se pravi, osebno, zdaj govorimo o nekem čist majhnem detaljčku, Ta detalj, so osebna imena, kako je ljudem v teh zgodbah ime. In dobiš razmerja imen točno taka, kot so bila v Palestini 1. stoletja. No, pa so pa recimo za hec vzeli še kak gnostičen evangelij, una imena so pa kompletno izven. To pa kompletno druge. In to je tako zelo banalno, ampak po svoje pa tudi zelo dober tak litmus test. Na takih detaljčkih ti, če si raziskovalec, vidiš, a je nekaj pristno ali ne. Ker tako stvar je težko po domače povedano sfejkati. Ker noben ne bi, očitno oni, ki so fejkali, niso niti pomislili na to, da bi pazili na imena, pa so dali nekaj imena not v tistih zgodbah, ki so.
tukaj pa vidimo, recimo, take stvari kažejo, ne, se pravi, za nekoga, ki hoče nepristransko, neobremenjeno pristopiti k tem dokumentom, ne, vidiš, da to so zgodovinski dokumenti. Ne. Sej Luka, recimo, sploh Luka kot pisec, se zdi, da prav hoče to naglasiti. On na začetku svojega evangelija da dvakrat da datacijo, enkrat prav zelo natančno, v tem pa tem letu cesarja Tiberija se je zgodilo to pa to pa to pa to. Se pravi, on zelo jasno hoče povedati, jaz pripenjam to zgodbo na zelo jasna zgodovinska dejstva, ne, na fakte sočasne zgodovine. Ne. In potem je treba seveda tazga pisca, zdaj, če govorimo hladno zgodovinsko, treba tazga pisca preveriti. In kot sem rekel, recimo v apostolskih delih, ki so tudi Lukove, se na več mestih so se taki detaljčki slučajno najdli, ki so pač potrdili avtentičnost, da pač to zgodovinsko stoji, to o čemer govori. Ne. In to je seveda potem tudi vprašanje, ja, mislim, kako vemo, da je Jezus bolj avtentično predstavljen v evangeljih kot v Koranu, je vse to, Koran je bil pisan toliko in toliko stoletij pozneje, ne. Tukaj pa le imamo pričevanje ljudi, ki so bili, če ne že sočasni, pa saj zelo blizu temu času. Ne. Ja, hvala lepa za vse odgovore. Se tudi zahvaljujem za predstavitev, za izčrpno pripoved o vsem tem, o dokazih, tudi o virih, kjer lahko naši udeleženci si še samostojno, individualno pogledajo, se prepričajo, kar jih tudi zanima. Jaz se res zahvaljujem, da ste si vzeli čas za nas, za mlade, tudi za ostale udeležence tukaj, res smo veseli. Se mi zdi, da potrebujemo res več takih pogovorov, da lahko diskutiramo o tem in razmišljamo. In ja, ste lepo vabljeni tudi naslednjič po kakšni drugi temi. In hvala vsem udeležencem, da ste tukaj, da ste bili, in vas lepo vabim tudi ob naslednjem dogodku. Imejte lep večer.